Kot da žleda tukaj ni bilo, morski lev je s svojimi akrobacijami zabaval obiskovalce, tigrica se je kratkočasila z igro, zebre so klicale dež. Delavcem je v pičlih 2 mesecih uspelo spodnji del sanirati v celoti. Vsa drevesa na celotnem območju so že podrta odstranjena, polomljene veje požagane, tako da ne obstaja več ta nevarnost, da bi padla kakšna veja še na kakšnega obiskovalca ali delavca. Obiskovalci trud delavcev cenijo. So kar precej uredili nazaj, pa to, a ne čistijo ves čas. A dela je še ogromno. Sploh v zgornjem delu, ki še vedno ostaja zaprt, nekje do predvidoma druge polovice leta. Ograje v spodnjem delu so že v celoti obnovljene, v zgornjem ne gre kar tako. Se jih pač ne da samo za silo zakrpati in je treba pač celovito narediti projekt in na novo narediti tudi 4 večje ograde, pa 3 letalnice za ptiče. Volkove in druge živali so tako iz zgornjega dela preselili v spodnjega, kjer, kot smo lahko videli, uživajo, kot tudi druge živali. Kako se počutiš? Kljub temu, da so v živalskem vrtu polno zaposleni z odpravljanjem posledice žleda, pripravljajo za svoje obiskovalce tudi novosti. Pri eni jim bosta pomagala Sven in Sveja. Kurzing mašin, to je v bistvu vaba, ki jo živali, ki imajo močan nagon po plenu, lovijo, tako jih pač vzdržuješ njihovo kondicijo, hitrost, gre za hitre živali. Ne le skrb za živali, zaposlenim je pomembno tudi dobro počutje obiskovalcev. Se sploh ne opazi, da bi bilo kaj poškodovanega, tako da smo navdušeni, da je v takem stanju. A usput, kad smo dolazili, videli smo da je dosta drveća polomljeno. I baš se pitamo kad je to bilo, a ovdje ne primećujem baš da je u ovom parku, ne, u zoološkom vrtu. Če bo šlo tako naprej, bi se živalski vrt lahko dokončno postavil na noge v roku pol leta.